Pozdravljeni, moje ime je Cvetka Bevc. Sem pisateljica, pesnica in glasbenica. Literatura in glasba sta področji, ki me že od nekdaj spremljata. Čeprav se v zadnjem času manj posvečam glasbi in večinoma literaturi, vendarle ta najde pot do mene. Če ne drugače, v knjigah. Ena izmed takih knjig je Božiček v ušesu. Glavna junakinja Oja je odlična flavtistka, ki želi postati slikarka. Tokrat se glasba prepleta celo z literaturo. Na kakšen način nam mogoče lahko pove tale odlomek. Kako bom na papir ujela vso to množico barv? Da bodo barve spregovorile. Ja, ker barve pripovedujejo. Rumena o veselju, rdeča o zakladih, vijolična o skrivnostih, zelena o tekanju po travi, črna o tem, da si kdaj žalosten. Če malo pomislim, bom risala samo s svinčnikom. Tistim najbolj temnim ali kar s črno voščenko. Malo bo žalostno, se mi zdi. Dovolj dirkanja po glavi. Bobnarji so zaključili, nastop je končan. A ne še čisto. Učitelj Markos me vabi, da za slovo nekaj zaigram, ker sem najboljša učenka na šoli. Prava reč. Ampak lahko zaigram skladbico po svoji izbiri. Kaj drugega bi si lahko mladostnik bolj želel, kot živeti življenje po svoji izbiri. Glavni junakinji Oji to ni zmeraj lahko. Ne samo, da želi postati slikarka in starši o tem ne vedo. Otroštvo je preživela v Nigeriji, potem nekaj časa prebivala v Londonu in nazadnje prišla v Sečovlje. Spopada se z vrsto problemov. Sprašuje se, kdo je, kaj je, zakaj je tako, kot je, kakšen je svet okoli nje. O tem se seveda sprašujejo mladostniki, vsi smo se začeli spraševati v tistem obdobju do konca življenja, iščemo odgovore in nekatere izmed njih mogoče celo najdemo. Kakšna pa je pot, če je eden izmed tvojih staršev alkoholik? Nam pove roman Stekleni plameni. Knjiga ima ta vonj po lipovih cvetovih. Tako diši knjiga, ki pride iz tiskarne. Knjiga je pred kratkim izšla in se v njej skriva dobra zgodba. Marjetica se seveda spopada s celo vrsto težav zaradi maminega alkoholizma. Ampak lahko si predstavljamo, kako grozno je, ko zvečer preverja, ali je mama domov prišla trezna ali pijana. O tem govori tudi kratek odlomek, ki ga imamo na naslovnici knjige oziroma na zadnji strani. Maminim korakom pripišem pomen. Torej, če ji bo točno z 22. korakom uspelo priti do njene sobe, pomeni, da je večer res preživela z Gabrielo. In če se nič ni zgodilo, 22 je mojstrsko število. Energetska vibracija je močna, tako je trdila Tina. Daj, mama, potrudi se, saj zmoreš. Šepetaje izgovarjam števila. 15, 17, 19. Potem koraki za hip utihnejo. V trenutku postanem sumničava. Kaj, če se ga je nalezla? Zmedeno boli predse in se skuša spomniti, kje so vrata njene spalnice. Zaslišim še 2 koraka. Še eden, čisto blizu. 22. Tu. Trezna je. Marjetica se seveda sreča tudi s prvo ljubeznijo. To pritiče mladosti. Pa kako greš na prvi randi,
pa kako zbiraš točke, kako se sprašuješ, v katero šolo boš šel. In eden izmed romanov, v katerem mogoče najbolj spregovorim o različnih problemih, je roman Desetka za mladostnike. Ej, desetka, 5 tipov, 5 bejb, kot piše v knjigi, to je desetka. Na podlagi knjige sem naredila tudi monodramo, ki jo večkrat izvajam na nastopih po šolah. V ospredju je glavna junakinja Petja, ki sama o sebi misli, da ni nič posebnega. In zdaj se bom za nekaj trenutkov spremenila v Petjo in vam pokazala, kako gre, kadar predstavljam ta odlomek. Kaj me pa tako gledate, pa bolite v ekran? A še nikoli niste videli nekoga, ki v samem sebi misli, da ni nič posebnega? Sem enkrat eno fantku to pripovedovala, pa je rekel, ja, vem, takrat se počutiš kot en kup dreka, ali pa še kaj hujšega. Sicer pa, moje ime je Petja Jurič. Če dobro pomislim, sem edina v desetki, ki nima svojega vzdevka, čeprav ga vsi ostali desetkarji imajo. A vi sploh veste, kaj je to desetka? Pa to vam je debestovska klapa iz 2. B. 5 tipov, 5 bejb, desetka. A kaj jaz delam tam zraven? Ja, no ne vem, me je Aška povabila na sok, pa sem nas preštela. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Ej, stari, a smo mi desetka? Mislim, sem si jaz spomnila. Ja, kaj me pa spet ko gledate? Jaz se najbrž tudi vi tako ravnate. Malo pogledate, kako se folk okoli vas obnaša, pol pa cakata, se priključite na drugo frekvenco. Ja, sam ne vem, če so desetkarji to opazili. Da bi opazili, bi mogla biti jaz nekaj posebnega. Moram pa še v trgovini prodajalko 3-krat poklicati. Gospa, dober dan. Gospa, jaz bi nekaj kupila. Halo, a me kdo vidi? No, moja Petja seveda na koncu ugotovi, da je tako kot vsak od nas nekaj posebnega. Ampak desetka dobi tudi svoje nadaljevanje. To bo roman Fak, ki bo naslednje leto izšel pri založbi Pivec, kjer sta prav tako izšla romana Božiček v ušesu in Stekleni plameni. Fak pomeni F-A-K, Fiksi, Aška, Krokar, 3 junaki iz desetke, ki ustanovijo svoj glasbeni bend, se pripravljajo na prvi koncert in se seveda soočajo z ljubezenskimi težavami. In ko smo že pri ljubeznih, soočajo se tudi s spolnostjo, srečajo se s prvimi temi ljubezenskimi izkušnjami in znova spregovorim o eni izmed tabu tem. Se vendar ni tako preprosto. Fantje se zgražajo, ko jih oče opomni, če imajo kondom pripravljen. Dekleta zavijajo z očmi, ko mama razlaga, da je v mladosti šla na svoj prvi randi, ko je imela 20 let in spoznala njenega očeta, da o pridigah o porodnih organih ne govorim. Seveda, podobno kot desetka, malo hudomušna, malo zabavna in na koncu s posebnim priročnikom za prvič. Za mladostnike je lepo pisati. Tudi za otroke in otrokom sem namenila knjigo Stekleni plameni, je v povezavi s steklenimi plameni, ampak ima naslov Modri med, govori pa o odvisnosti. Medvedka Lili je namreč odvisna od modrega medu in knjiga bo še kako in je dobrodošla otrokom in staršem, tistim, ki imajo sami težave z odvisnostjo.
Tudi v kratkih zgodbah se dostikrat dotikam nekaterih perečih vprašanj. Izšla bo knjiga kratkih zgodb z naslovom Izpovedi črnega mačka in roman Sence, upam, da še letos, če ne v januarju, pri založbi Volosov Hram. Knjiga, ki se je pa posebej veselim, pa je pesniška zbirka In vendar sem pri založbi Pivec. Pesniška zbirka, ki govori in tematizira staranje. Ne samo tiste nevšečnosti, ki jih staranje prinaša s seboj. Prinese tudi modrost, ljubezen, spoznanja, zrelost in še marsikaj. In za konec, kaj naj vam rečem? Čisto preprosto. Brez pisanja mi živeti ni, ker je tako lepše. Lepo vas pozdravljam. Pozdravljeni, sem Željko Perovič, rojen sicer v Bosni in Hercegovini, živim pa v Sloveniji čez 40 let. Pišem poezijo v slovenščini in maternem jeziku in tudi prevajam iz enega v drugi jezik. Do zdaj sem izdal 4 pesniške zbirke v slovenščini, v maternem jeziku. Od prevodov, ki sem jih naredil, od slovenskih avtorjev, bi pa omenil teh znanih imen Ferija Lanščka, roman Skarabej Stalka v hrvaščini, Sašo Pavček, v srbščini v Bosni in Hercegovini, Banja Luki, potem Zoran Pevec, Cvetka Belc, Ivo Strupnik. Sicer pisanje samo, pomen poezije, zakaj sploh pisati. Meni osebno se zdi, oziroma tako doživljam poezijo kot priložnost, možnost in zmožnost priti k svetu, biti v svetu, tako živeti. In se mi zdi, da je sploh današnji čas ob vsem, kaj se dogaja, od globalizacije do tehnicizacije, ravno taki čas, ki je potreben za tenkočuten posluh in prisluh svetu. Na dosegu. Od nekod vzvalovi in te zajame. Glasovi so komaj zaznavni odtenki. Čutnice naravna v prosojnice. Vse je ne pozno, ne zgodaj. Stvari so na meji dotika. Kakšen impuls. Svet na dosegu jezika. Vzlet. Nizko pod obzorjem. Tretji program radija. Verzi iz Madagaskarja iz 30 let prejšnjega stoletja dobivajo vzlet. Skozi misli prhne pritajeni vzgib oblik, ki je tudi takrat brusil. Zdaj igra vlogo časovnega vodometa v parku Balkana, kjer nocoj čakaš sam v vrsti, kot ti v celičnih strukturah vibrira neka zvrst džeza, ki jo je urednik izbral za to priložnost. Ne vedoč, da bo ta čarovnija legla nekomu v oko, nizko pod obzorje. Utrinek. Nasledi za pridihom, v večeru poskušaš po spominu ujeti tiste spoglede z vetrom, ko je krepil prožnost aprilskih trav. Zdaj, v soju svetilke ob križišču, po belih strehah zameta lansko poletje, ki v aromi vina drsi v koraku v kadilnici pri mladi lipi. Premika šahovske figure, za sosednjo mizo je napovedan trul pagat. In že čas v svoji govorici spočenja sestavljanko brez vzorca, tipa
si priložnost nočuječ. Vse je v odmiku, premiku. Na vdih pogleduje s 300 metrov nadmorske višine. Je samo amaterski forenzik, ki okuša jezik, iščoč, kdo ali kaj domuje v njegovem domu. Vzpon. O pojavu že skoraj izpuhtelega vzgiba je mimohodca zaneslo k podobam, ki jih je vzgornik podrsaval pod senčnikom. Na zadnjem ravninskem vzponu si je nek kolesar sončil čelado. Na mizi kava, šilce borovničevca. Sladoled je bil še daleč. Okrog so listali macesni in za hip je zanihalo utrip. K koncu, k spočetku glasu. Naplavine. Trstike še vedno mojstrijo šuštenje. V pokrajini gnezdijo daljave davni, pogozdenec šumi Panonskega morja. Vtis se razrašča v navdih, volja se utaplja v ganjenosti, v žaru smrti in brstenja, zbranega v nebesedi. Ta trenutek jo naplavlja na tvoj jezik. Pod bokom. Neonske lune, svečanost upočasnjuje korak. Polsvet diha in odpira tretje uho. Žebra mantre, ziba os med tvojimi boki. V transu plahutajo tančice, iščeš enosmerna križišča, lebdijo nasmehi s panojev. Tudi to je zdaj stvarstvo. Utripaš k utripom. Vse okrog cvetijo aluzije, te odnaša v iluzije. Se prav prileže še ena pomlad, izrečeš pod obok in si čut, pošel na vse strani. Potem zaideš na neki grušč in dahneš, jutro bo. Vezaj. Vtis te zdrami in si pršec na pajčevini. Zbrani čas je otipljiv od premika v čisto prisotnost. Višje je pogubni zdrs. Nemost je vodilo, jezik darilo. Mik, ko te spravlja čez, ker vznika, je glasba ali krik. Zelenenje, pesnica hči, ti odpira besedo za zorenje. Njena ubranost je tvoja zbranost, uzrenje. Biti v svetu. V besedi, beseda pozvanja. Izbrazdalo. Motivator je bil nekoč razočaran, ko je svetoval samemu sebi. Razbrazdano hrbtišče se mu je sesulo v melišče. In spet je treba sestavljati lastne kaskade, se nastavljati ugrizom smisla, včasih še belska v srži, cika na pot v preverjeni drži. Naravnani ventili, okrog brnijo cikade, vstopaš v že predelane predele, postopki se vlečejo, pesniti je treba rezerve v ljubezni, iz žil iztrgati psihološke in epske razsežnosti, uglasiti poetološki sonar, zavreči determinante, na dnalo dneva nositi, kar se ne da izprositi. Mladi nočni samogovori. Na 3/4-urni poti iz centra mesta do doma tudi nate pada pelot vetrocvetk. Po strehah se razliva neonska noč, najčistejši zvok in najgloblji mok prečesavata paradokse misli. Platane ob cesti mrmrajo sutre, še tako mlade. Vzgibanka. Veter prečesava oljke in borovce in gode občasno v voljnih odprtinah nevidnih. Slikajoč uganko
zapeljuje v jutranjo vzgibanko. Bistvena vprašanja so v stanju čistega prisluškovanja. Rubinasta. Se razklene vztrajni merilec, mislec zazna nemisel in se poda med nemerljivo sevanje. V prostoru se razvejava nešteta dvojina in igra je zdaj zares čista frekvenca. Vse okrog obdobje češenj, kakšna polna cikličnost. Skozi osemenjene trave čuti gredo v klas. V nemem kriku se drstijo neskončni prsti. Valenca, rubinasta podvezica, slinasta od tvojega jezika. Rosilo te je, izrečeš dobrodošlico, ko se zora nasnuje in te navznoter razcveta, mrazi. Z ognjenim te navzgor, gor hropeš, saj te že celega prežema krokus, zrak, glasba, ta okus, to opojno jutranje stanje stvari in nestvari. Ja, prevajanje zaradi seveda razlik v jeziku ne more biti direktno, dobesedno. In seveda se mora prevod prilagoditi jeziku, ciljnemu jeziku. In v tem primeru je seveda prevajalec prepesnjevalec ali pa tudi ustvarjalec in se pozna seveda neki pečat prevajalca potem pri samem prevodu. Odvisno seveda od njegovih afinitet, znanja, najmenosti nečemu. Se pravi, definitivno je prevajalec tudi ustvarjalec. V takem smislu. Če pa prevaja neko delo, recimo poezijo, pesmi, torej prevajalec, ki je tudi sam pesnik, pisatelj, v precejšnji meri je seveda mu pomaga to, da zna z besedami in je ustvarjalec sam, ampak sigurno se mora potopiti v svet samega dela. In priti čim bližje avtorju, samemu delu, njegovi dikciji, njegovi strukturi in temu tudi prilagoditi z prevodom. Zaupali smo sladkemu dotiku življenja, ne glede na grenki veter ali temno sled oblakov. Sanjali smo o lepotah, ki so nas obdajale, v belih krpicah snega tam pod vrhom, o opojnih cvetlicah, drevesih v cvetju. Še vedno živimo te sanje. Še vedno smo jutro, ki brezskrbno in tiho zori večer. Še vedno smo vrtinci pod gladko površino reke. Še vedno je vse tako preprosto. Kot vonj prvih pomladnih rožnih cvetic, tistih zasanjenih cvetic, mimo katerih, o prijatelj moje, ne more srce. Objemam vitka, visokorasla drevesa, se čudim modremu nebu in beli sledi oblakov, ki me vodi tja nekam v predmestje nove zgodbe, ki se pravkar rojeva. Me raskava dlan objema čez in čez, ter me vabi med polja, ki so jih pravkar zorali. Nič več ni ostalo na polju, vse je odšlo z jutranjim vlakom, ki mi je mahal in se smejal na glas, da so me bolele še tiste redke, neprehojene poti. In zdaj vem, da je imel Rumi prav, ko je zapisal: slovo je le za tiste, ki ljubijo z očmi, kdor ljubi s srcem in dušo, ne pozna ločitve.
Po dnevih in kilometrih pešačenja po gluhi in neprijazni pokrajini se je Amirju rdeči prah zajedel v vsako poro. Čutil ga je med trepalnicami, za nohti, v žrelu. Še posebej ga je zbadal v nosu, vse bolj ga je ščemelo tudi v pljučih. Nič niso pomagale prošnje vrtečim oblakom prahu, ki ga je dvigoval puščavski veter, naj za božjo voljo prizanesejo popotniku, romarju. Amirju, ki je videl svojo notrenost kot pološčeno medenino, brezmadežno. Takšen bi si seveda zaslužil, da Allah z njim ravna bolj prizanesljivo. Kaj bi to? Je ugotovil po večurnem pogovoru s seboj, z Allahom in rdečim prahom. Najboljše bo, da se s prefinjenim vsiljivcem kar sprijaznim. Tako pač je bilo in tako bo. Je sklenil pogovor, upočasnil hojo in umiril dihanje. Bolj ko je sonce odločno stopalo na nebesni svod, bolj so jedko škripala tla pod njegovimi ponošenimi sandali. Sonce je svojo vročo sapo kar polagalo kletvice v usta steptane rdečkasto rjave zemlje, ki je ječala pod vse hujšo vročino. Ta se je vse bolj lepila na Amirjeve podplate in nekoč bela srajca, ki je še zjutraj ohlapno visela na njegovem koščenem telesu, se je vsa preznojena lepila na kožo. Ko se mu je pogled ustavil na veliki torbi iz kozjega usnja, ki mu je bingljala okrog pasu, se je odločil, da je pravi trenutek, da se posveti njeni vsebini. Zavil je spotke v senco akacije, ki je našla domovanje med razbeljenimi kamni in ostrimi travami. Ko je tla očistil ostrih bodic, je na steptano rdečkasto gmoto razpostoril plastično preprogo. Sedel je tik ob deblu, tja, kjer je bila senca najglobja, temna in prijetno hladna. Po večurni hoji pod razbeljenim soncem si je najprej privoščil požirek vode, ki se je v mehu dodobra segrela. Nato je počasi, skoraj da ritualno, potegnil iz torbe kos posušenega kozjega mesa in ga obesil na najbližjo vejo. Kos za kosom ga je počasi žvečil. Čutil je, da se mu vračajo moči in da je spet v popolni harmoniji s peščeno pokrajino. Ob žvečenju trdega mesa je v daljavi opazil, da se rdečkasto rjava barva pokrajine stika s pastelno zeleno rjavo. Na peščeni ravnini so se lesketali šopi kamelje trave. Ponekod so enoličnost pokrajine prekinjale zelenkaste kamnine. Tam, kjer se je nebo spustilo k tlom, so se bohotile osamele gore in pred njimi mogočne sipine. Za Amirja to prelivanje barv ni bilo nič posebnega, te barve je dan za dnem nosil v sebi. Kot da bi se zavedal te harmonije, se je z nasmeškom obrnil proti Meki. Prav je, da se ti zahvalim, Allah, ti največji. Hvala, da sem po toliko dnevih, ki sem jih prebil v tem puščavskem svetu, še vedno živ. Hvala ti, da si ustvaril toliko dobrih ljudi, ki skrbijo zame. Ko je najhuje, jih pokličeš in jim daš zame v roke hrano in vodo. Hvala. Hvala za jutranjo zarjo, za pesek, ki je okoli mene in mi dela družbo, za redke rožice in travice, ki si jih poslal na zemljo samo zato, da me razveseljujejo, ko hodim po brezpotjih. Hvala, da sem se sposoben popolnoma predati, ne misliti na nič in le zaupati. Moj Bog, vem, če bi za trenutek podvomil, ne bi bil več med živimi. Vem, da se bližam cilju in boš poskrbel, da ne bom onemogel tik pred njim. Prosim te, daj mi še malo moči, ponudi mi roko, da splezam do tebe in se ti pridružim pri čaščenju zvezd, sonca, lune, zemlje, vsega, kar si ustvaril.
človeka, ki ti zvesto služi, rastline in živali, ki te častijo od jutra, ko se prebudijo, do večera, ko ležejo k počitku. Vem, da si tukaj, da se mi skrivaš, da me preizkušaš. Čutim tvoj dih, slišim tvoj smeh, ne boš me ubežal. Tokrat sem ti zelo blizu, v sosednji ulici sem, pri stari ženici, ki mrmra verze iz Korana, pri stari vrani, ki te časti tako, da vsak dan točno poldne sede na minaret in zakraka. Tukaj sem, ti pa se sprenevedaš, da me ne poznaš, da me ne pričakuješ. Vem, da me samo preizkušaš, vem, da me imaš rad in si želiš moje družbe. Dovoli mi, da te povabim v svoj tempelj. Saj res, oprosti, saj si že v njem, saj si že prižgal svečko in se udobno namestil na stol iz rdečega zlata, ki je okrašen z dragulji. Vidim, da si odet v škrlati in imaš na glavi zlato krono. Oh, kako si lep. Prosim te, samo trenutek me še počakaj in se ti pridružim. Skupaj bova slavila Gospoda. Ko je po pogovoru z Bogom zamaknjeno dvignil glavo, se je v trenutku zdramil. Na trepetajočem obzorju je zagledal vrtinec rdečkastega prahu, ki se je nezadržno bližal. Počasi je vstal, skoraj ritualno snel preostanek kozjega mesa, ga vtaknil nazaj v torbo in pomahal prišlekom. Oblak ostrega boščavskega prahu se je dvignil visoko v zrak, ko se je vojaški džip ustavil pred njim. Počasi so se odprla vrata. Zdelo se mu je, kot da jih nekdo odpira s skrajnim naporom. Izstopil je moški z ozkim kozjim obrazom, ki ga je krasila brada, lase je imel pobarvane s kano. Njegov vonj po sandalovini, svetem olju, se je mešal z dušečim prahom, ki je počasi spet legal na tla. Po trenutkih tišine, ko je prišlek radovedno ogledoval Amirja, ga je neznanec ogovoril. Salam, kam te vodi pot? Najprej je previdno premeril neznanca, nato se mu je pogled ustavil na vratih džipa. Zagledal se je v zastavo, ki je bila zarisana pod tekstom. V značilnem počasnem tonu je odgovoril. Namenjen sem Bašir, iščem Gazalija, starega Sufija. Morda veš, kje se nahaja? Mož s kozjim obrazom in sončnimi očali ga je neverno pogledal in brezbrižno odvrnil. Gazali je kot džin. Zdaj tukaj, naslednji trenutek je že na drugem koncu dežele. Le redkim ga uspe najti. Naslonil se na streho avtomobila, snel očala in dolgo strmel v Amirja. Si morda srečal kakšne sumljive tipe? Že nekaj dni sem na poti skozi to neprijazno pokrajino. Razen škorpionov in kač nisem srečal živega bitja. Bodi previden. Tot naokoli mrgolitih otapcev, opija in kriminalcev, ki bi te brez slabe vesti skrajšali za glavo. Pazi. Skomignil je z rameni in se namrščil. Kaj jim bom jaz? Bog ve, da so moja pota čista in nikomor nočem nič slabega. Amir še ni dobro dojel besed tujca, že je džip ponovno dvignil goro prahu. Amir je namrščil čelo in pomahal. Spomnil se je na napis in zastavo na džipu. Torej sem že preko meje. V Afganistanu. Tolpe. Že dneve sem gost teh brezpoti in prav nobenih ljudi nisem srečal, je razmišljal. Kaj bi to? Prav nič ne morem. Po vzdihu olajšanja je nadaljeval pot.
Pazljivo je dihal skozi usta, da je ubežal prahu, ki ga je dvigoval puščavski veter in rezal metre v suho pokrajino. Ko se je nebo na zahodu rdeče obarvalo, je prišel na široko cesto, ki je bila prekrita z asfaltom. Preden je stopil na temno gmoto, se je globoko priklonil. Olajšano vzdihnil in glasno pozdravil. Salam, gospod Asfalt. Čeprav je vedel, da se je gospod Asfalt v to gluho pokrajino vtihotapil precej nenajavljeno, se mu je večkrat zapored priklonil in se nazadnje z dlanjo dotaknil gospoda in nato še svojega razgretega čela. Lahki korako je kmalu prišel do roba mesta. Majhne, belo-sive, kockaste hiše so bile podobne tistim iz njegovega domačega kraja. Prvi mrak se je že tihotapil po uličnih vogalih, ko se je ustavil v čajnici. Od utrujenosti je sedel kar na plastično preprogo, ki je ležala na zemlji pred vhodom. Za osla, ki je stal pred njim, se sploh ni zmenil. Dolga pot ga je povsem izčrpala. Sladki vonj kave se je kot meglica prikradel do vhoda, ker je bolj ležal kot sedel. Samo pomahal je in že mu je bela silhueta z dolgo črno brado prinesla čaj. Srknil je s kardamomom odišavljeni čaj in se utrujen naslonil na leseni steber. Raznobarvni ulični glasovi so se vse bolj izgubljali v tiho mrmranje, ki je prihajalo iz nizke lesene stavbe naproti čajnice. Stopil je v notranjost. Na tleh je sedelo več fantov, ki so z lesenih tablic glasno brali sure. Nekaj moških se je v kotu koranske šole pripravljalo na večerno molitev. A dolga pot ga je povsem izčrpala. Sladki vonj kave se je kot meglica prikradel do vhoda, ker je bolj ležal kot sedel. Samo pomahal je in že mu je bela silhueta z dolgo črno brado prinesla čaj. Srknil je s kardamomom odišavljeni čaj in se utrujen naslonil na leseni steber. Raznobarvni ulični glasovi so se vse bolj izgubljali v tiho mrmranje, ki je prihajalo iz nizke lesene stavbe naproti čajnice. Stopil je v notranjost. Na tleh je sedelo več fantov, ki so z lesenih tablic glasno brali sure. Nekaj moških se je v kotu koranske šole pripravljalo na večerno molitev. Amir je stopil najprej v vežo, kjer si v plastičnem umivalniku ritualno umil roke in obraz, nato se je pridružil moškim pri molitvi. Kljub utrujenosti ni pozabil na Boga. Glasno se mu je zahvalil za milost, da je prišel na cilj. Po molitvi si je preprogo razgrnil kar v kotu molilnice. Enakomerni ritem branja sur, ki je spominjalo na brenčanje čebel pred spanjem, ga je počasi pogreznil v temen spanec, brez sanj. Komaj rojeno jutro je pošiljalo zlato-rumene žarke skozi majhno odprtino, ki je bila nad glavnim vhodom v koransko šolo. Lenobno je pretegnil ude ter se počasi, skoraj previdno, dvignil. Ozrl se je naokrog. Pogled se mu je ustavil na drobni deklici, ki je čepela v kotu in si brisala solze. Ljubke temne poteze deklice, ki je bila oblečena v umazano, rožasto obleko, so pritegnile njegovo pozornost. Njen obraz je bil tako zelo podoben nekomu. Strmel je vanjo, kot da ga je uročila. Šele ko ga je deklica opazila, je omaknila pogled. Namenil se je proti vratom in se še enkrat ozrl.
Pomahal je z roko in jo povabil, naj mu sledi. Deklica mu je v varni razdalji res sledila. Izpod črnih obrvi je boječe pogledovala proti tujcu. Radovednost je premagala strah. Ko se je v njegovi roki znašla kepica sladoleda, obarvanega z žafranom in odišavljenega z rožno vodo, se mu je približala. Brez besed ga je pograbila in takoj izginila. Bravo.